Zelo rada prebiram zgodbe o ljudeh, ki me veliko naučijo. Danes prebiram v Lukovem evangeliju zgodbo o zakonskem paru, Elizabeti in Zahariju. Tudi ona dva, kot mnogo parov danes, sta se namreč znašla v hudi in težki preizkušnji. Bila sta namreč neplodna, pa še priletna zraven, kar pomeni brezizhodna situacija. In ko se ljudje znajdemo v takšni ali podobni situaciji, lahko zelo hitro ali obupamo ali pa naredimo odločitev, ki še poslabša situacijo. Za njiju pa piše v Svetem pismu, da sta živela brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Tudi sama spoznavam, da so prav Gospodove zapovedi in navodila tista, ki mi pokažejo pravo pot ven iz preizkušenj. Ko prebiram o Elizabeti, vidim, da je znala svojo skrb preobraziti v molitev. Pravijo pa tudi, da kdor zna skrbeti, zna tudi moliti. In vem, da za skrb se ni potrebno učiti. Skrbeti znamo vse, še posebej žene. Da pa bi to skrb znale preobražati v molitev, pa zahteva kar nekaj treninga. Pomeni, da ko zaznam v svojih mislih skrb ali žalost ali obtožbo, se lahko do onemoglosti vrtim okoli te. Lahko pa jo tudi zaznam in preobrazim v molitev. In takrat dovolim, da Gospod, ki prihaja kot Emanuel, ki želi biti Bog z nami, da lahko On prevzame vajeti mojega življenja, da On vstopa v vsako situacijo, v katero ga pokličem. In On uslišuje naše molitve, tako kot je uslišal prošnjo Elizabete in Zaharija. In temu smo poklicani tudi mi vsi, ki živimo v družinah. Družina, mislim, da je najboljša učilnica, da imamo največ priložnosti, da se naučimo te vaje, preobražati skrbi, žalosti, obtožbe v molitev in tako klicati Božjo moč in Božjo pomoč v naša življenja. Pravijo tudi, da je družina okno v nebesa. Ker pa mnogo ljudi okrog nas danes več ne moli, več ne bere Svetega pisma, smo poklicani, da prav za prebiranjem in premišljevanjem odlomkov iz Svetega pisma pobrišemo okna, da bodo tudi drugi, ki gledajo naše družine, videli vsaj kanček nebes.